Movit, gibanja, hitrost, energijo. Na ljudi, ki so vedno pripravljeni pomagati. Priložnosti za mlade. Na premikanje. Sport. People, travel, Helping society. Personal development. Organization. Movit je zame sinonim za mednarodno aktivacijo mladih na področju izobraževanja, mobilnosti, zdravja in pa katerekoli drugega področja, kjer sem delal in so mladi bili vključeni. Ob besedi Movit najprej pomislim na bolečino, ki se tiče pisanja razpisov, ampak takoj zatem na nepopisno veselje in lepoto, nova znanja, ki pridejo z izvajanjem projektov. Ko nekdo omeni Movit, predvsem pomeni vsakdanje delo, ker verjetno v pisarni ni dneva, da ne bi imela vsaj malo opravka z Movitom ali programom. Sicer pa, ko za Movit in program slišim v javnosti, pa moram priznati, da sem vedno ponosna, ker sem del te zgodbe. Ko nekdo omeni Movit, najprej pomislim na avtoriteto v slovenskem mladinskem sektorju na področju mladinskega dela in mednarodne mladinske mobilnosti. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah.
Movit z programom Evropske unije na področju mladine je pravzaprav veliko prispeval tudi k razvoju nacionalne mladinske politike, predvsem zaradi tega, ker sam program danes Erasmus Plus ima veliko sinergijskih učinkov z nacionalnim programom za mladino in s tem pomemben branik profesionalizacije mladinskega dela in mladinske politike. Vse težko mladi razjezijo, če si takšen, da si odprt za nove ideje, če si jim pripravljen prisluhniti, niti ne pričakujejo, da vedno vse izpolniš, želijo si pa sogovornika, ki je kolikor toliko verodostojen. Opažamo, da projektno delo zelo pozitivno vpliva, ko govorimo o socialni pa tudi institucionalni izključenosti, hkrati pa s tovrstnim delom, projektnim delom, mladi dobijo priložnost, da izrazijo sebe in pa tudi nove pristope k razreševanju številnih problematik, s čimer ne pridobijo le novih kompetenc, prav tako pa zelo pomembno doprinesejo k samem družbenemu razvoju. Torej, v naši organizaciji vsako leto dobimo nove prostovoljce, ki so vedno pridejo z neko novo energijo, z novimi načrti, z novimi željami in mislim, da to našo organizacijo ohranja živahno in mladostno. Zavod Movit je preko IDS-a pridobil na prepoznavnosti, razdalje so postale krajše, mladina pa počasi spet prepoznala, da kljub temu, da so doma na vasi dogaja. Mislim, da je prišlo do večjega zavedanja evropskega državljanstva, Evropske unije, večja odprtost ali pa strpnost do drugih kultur, večja radovednost, več pogovora v angleščini ali pa izgubo strahu pred pogovorom v tujem jeziku. Lokalno okolje je bolj odprto do idej mladih in sprejemanja drugačnosti. Jaz bi omenil dve zelo podobni, neverjetni stvari, ki so se dogodili med našimi izmenjavami. Prva je bil mladostnik iz Malte, ki je med aktivnostjo prvič spregovoril, vsaj po besedah njegovega vzgojitelja. V drugi izmenjavi pa je mladostnik avtist iz Črne Gore, za katerega je bilo vedno potrebno delo 1 na 1, začel sodelovati v vseh aktivnostih celotne skupine. Na mladinski izmenjavi v Litvi sem ugotovil tudi to, da lahko greš po toku navzgor, če ne veslaš s tokom navzdol. To je bilo pa zaradi vetra. One night we went in a balcony, we were drinking some beers, like some people water. But someone says something and we all start laughing so much. I was having like so much fun, and in that moment I realized like how much like you can connect with people that you just met like 3 days ago, and we were all like really connected in that moment. So yeah, it was really like wow. Ja, tako sodelovanje mednarodno je definitivno pomagalo dosti pri meni, ker ne bi bil danes to, kar sem, če tega programa ne bi bilo. Istočasno pa moram reči, da je Movit igral zelo pomembno vlogo tudi pri mojem osebnostni rasti. Tako neposredno sodelovanje z Janezom Škuljem, kot vsemi trenerjev, kot tudi vse aktivnosti, ki sem se jih vključeval. Danes ne bi bil recimo direktor Zavoda Movit oziroma odgovoren za tako pomemben instrument mladinske politike kot je Evropska mladinska karta v Sloveniji, če ne bi toliko izkušenj dobil skozi organizacijo kot je Movit. Tisto, kar je name povezano tudi z mojim današnjim delom, pustilo posebej močen pečat,
pa je zagotovo področje participacije mladih. V okviru mednarodnih projektov programa Mladi v akciji sem dejansko, lahko rečem, si privzgojil čut za vključevanje tako mladih, kot tudi drugih družbenih skupin v upravljanje javnih zadev. To je tisto, čemur sledim še danes, in participativni proračun občine Ajdovščina je zagotovo posledica takega načina razmišljanja. Ugotavljamo, da so lokalni prebivalci postali bolj odprti do ostalih kultur, poleg tega pa se je povečalo število prenočitev v hostlu. Projekt je name vplival fenomenalno, zaradi tega, ker sem prvič v življenju videla svoje sanje v rokah. To pomeni, da sem dobila zagon, da vse, kar imam v glavi, lahko v bistvu tudi dejansko izvedem in speljem, če v bistvu naredim akcijo. Tako da definitivno je bila odskočna deska zame, da sledim svojim sanjam, in tisti mali projekt v bistvu sem zgradila svojo kariero, ne?